Z nami je inženirka leta, doktorica Eva Pirc. Dober večer. Dober večer. Najprej čestitke. Hvala. In če greva na začetek, kako ste sploh prišli v inženirske vode? To sem prišla čisto po naključju. Jaz sem se vpisala po osnovni šoli na gimnazijo Ledina, za kamor mi je pa nažalost zmanjkala ena točka in potem je bila tam gospa, ki je bila zadolžena za vpise in je predlagala, da se jaz pa zdaj vpišem na eno šolo, kamor bom zagotovo prišla, zaradi tega, ker sem imela disleksijo in sem imela odločbe. Oni meni s 1. septembrom vseeno sprejeli. In je rekla, jaz nisem vedela kam, on je rekla, ja, pa dajte na Vegovo, tam bo ziher šlo česa. In tako sem se jaz vpisala na Vegovo, prišla sem tja, bila je taka velika, lepa zgradba tam pri kongresu in sem rekla, noč bom pa probala to. In tako sem prišla do inženirstva, zakaj pa sem nadaljevala, pa v bistvu, ker sem se tam našla, ker sem imela tam tudi res dobre učitelje, ker so mi približali elektrotehniko in mi dali. Ampak začeli pa ste v akademskih sferah, potem pa se pogumno podali v podjetništvo. Zakaj ta prestop? Ja, jaz sem po končani fakulteti, so me povabili v laboratoriju za biokibernetiko in sem tam nadaljevala doktorski študij. V sklopu doktorskega študija sem delala na razvoju elektroporatorjev in smo imeli že več let idejo, da bi razvili nek elektroporator, ki bi ga probali dati na trg. In tako smo naredili spina od Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki se imenuje MPUR. Povejte nam, kaj pa zdaj počnete v DV-Softu? V DV-Softu se pa trenutno ukvarjam z razvojem elektronskih vezij in s testiranjem in potem validacijo teh vezij. Povejte mi, je v tem inženirskem svetu še kaj tistega, ne vem, to je bolj moški poklic, kaj ženske delajo tukaj, ali smo to že presegli? Jaz osebno nisem imela nobene slabe izkušnje. Edino, kar lahko rečem, je, da je pač z moškimi tudi v moškem kolektivu kar fajn delati. Tako da nič tazga nima slabega. Vi pravite, da mladim želite približati inženirstvo. Zakaj? Ja, predvsem zato, ker se lahko tukaj najdejo in seveda rabimo inženirje za nadaljnji razvoj. In ne srečajo se velikrat z njim v sklopu tega osnovnega šolanja in srednjega šolanja. Mislim, da bi mogli več na temu narediti, da bi jim približali, da bi se lahko oni preizkusili, da bi videli, če se tukaj najde in če je to res nekaj za njih, kar bi lahko v svojem poklicu delali. Vaš moto je, kam pa pridemo brez domišljije. Ja. Zakaj tak moto? Ja, domišljija je ključna za nadaljnji razvoj, za inovacije in za to, da bomo svet peljali pravo pot. In te domišljije, če vas prav razumem, vam ne manjka tudi za naprej? Ja, upam, da ne. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja in uspešno še naprej. Hvala.